zelo utrujen. Zelo, lejte, tudi ljudje se kopajo. Tu se vladajo in evo, lejte, tudi Gams ne bi šel takole gor, ko grem jaz, lejte. Malo mi je pozorno šla, malo slabo videl in evo, lej, sem nabasal. Dobro jutro. Spal sem super v tej gorski pokrajini. Sem pozabil vprašati, koliko visok smo, oziroma bi tudi lahko na Polarjevi pametni uri pogledal. Zdajle sem dobil zajtrk. Dobro izgleda. Potem se pa odpravim na gore, sicer nekaj, ki vam kažem, kontrasmer na najvišji vrh Kosova, Đeravico. Potem pa naprej še druge zanimive stvari gledati, tako da pred mano je ful zanimiv dan in se ga ful veselim. Katere merelke naj obujem na najvišjo goro Kosova? Desne ali leve? Teli so starejši, pa so nizki, pa mi ljudje težijo, da nimam primerne obutve. Te so pa ta visoki, ampak so novi. Tako da zdaj, ne vem, ker so novi, te imam bolj uhojene, tako da se nagibam za tele ta stare. Ne vem, bom enkrat mogel pa tudi nove uhoditi. Tako da ne vem, za katere se bom odločil. Pred parimi minutami sem se odpravil proti Đeravici. Zdaj so mi točno povedali 5 ur rabim za tja in nazaj. Se pravi, jaz si bom rabil po mojem 6 ur. Jaz se malo ustavljam, slikam, snemam, ne bom nekaj hitel. No, najprej bom po teli poti šel nekaj časa, potem gre pa na stezo. Bomo vse videli. Šele dobrih 5 minut sem na poti, pa so se že težave pojavile. Človek mi je rekel, kakor mi je na mapi pokazal, bi mogel jeti jaz tle ne naprej po cest, ampak tle, kakor mi je po mapi pokazal. Če sem ga pa prav zastopil, mi je pa rekel, da bom 1 uro po cest hodil. Zdaj pa čist nič ne vem. Pojma nimam. Res nimam. Pokrajina je tukaj čudovita. Glejte, še en potoček teče. Tamle v daljavi pa vidim 10 ljudi. Skoraj prepričan sem, da borovnice nabirajo. Sem pa vesel, da jih vidim, da jih vprašam, če je tu pot za Đeravico. Ker, lejte, nobene table, da bi na kakšno skalo napisali, nič pojma nimam, čist na pamet grem. No in lejte, ne še zdaj, mislim, a je tu sploh pot? Ja, je tlele neka mala, ja, ne vem, lahko rekel, da glih neki pogosto te ljudje ne hodijo. Ampak mogoče pa fora, da pa ljudje pridejo, in te sem prišel po levi stran doline. Če dol gledamo, da oni pa po desni pridejo in lejte, so tamle neke potke, tako da kele do unih ljudi, ki borovnice nabirajo, grem pa vprašam. Prav sem imel, ljudje so borovnice nabirali in to je bila ena družina, ki sem jih že v hotelu srečal. So bili v istem kot jaz in so mi vse prijazno razložili. Gazda, se pravi oče pa mama pa 3 hčerke so bile, je bil celo vesel, da sem prišel in ful so se potrudili, da mi razložijo. Tako da sem na pravi poti. Lejte, tisle so rekli, da ne bi bil vrh, ampak po mojem ni, da je običajno, ko takole gor gledaš, potem, ko gor priješ, vidiš, da je odzadaj še en vrh, pač oni še niso bili, ne morejo vedeti. Drugače pa gledam, koliko je borovnic, pa ful dobre so take sladke. No, in ja, so mi povedali, da sem tle naprej, v Kulten, da prijem do 2 jezerov,
To vem, tako da mislim, da bom prišel gor, pa čeprav ne bo nobenih oznak. So se pa malo čudili, so rekli, jo, do gor je več kot 2 ure. Sem rekel, vem, ja. Borovnice mi upočasnujejo pot, ker so tako dobre in jih kar jem in jih je ful. Nisem pa še jedel borovnice na višini 1958 metrov. Ta pot je že vse skozi čudovita, ampak ratuje čedalje bolj, lejte. Še takole na dobrih 2000 metrov, da lepo potoček teče, vse lepo zeleno. Tamle v daljavi, lejte, še en slabček mini, mislim ful dober. Edino tle, kar je slabo, je, da poti preprosto ni. Zdaj pa pojma nimam kje. Posod pred mano so stene, lejte, nikjer pa niti malo sledu, da bi enkrat pred 10 letem ena pot bila. Nikjer, nič, nobene označbe. Mislim, če bi jaz mu hotel, tako v tem, ko sem jaz bil, bi šel kupil liter barve, pa bi šel se ene 5 puščic zarisati, da bojo gosti vedeli, kam je. Tako da bom kar tlele probal, pa kar bo. O, sranje, plezat bo treba. Pa še problem je, ko voda teče čez, ki je mokro, ne. Vidite, to je pol pa ful lahko bolj nevarno. Ampak sem najdel nekje suhe variante. Bo šlo brez težav. Evo, malo sem že prišel, malo pa še treba je. Moram paziti, da ne stopim na mokro, ker tudi sem, če stopim, pa je mokro, pol drsi. Tako da tu moram biti previden. Aha, zato grem, lejte, kar tlele. Vidite, lepo stopničke so, lepo gre zapretje, tudi čist dober in samo gas gor. Drsi, ne? Seveda moje merelke to vse vladajo in evo, lejte, tudi gams ne bi šel takole gor, ko grem jaz, lejte. No, se zdaj tle že veliko lažji. Ja, takole, razgledi pa top. Sem na višini točno 2122 metrov, a ni lepo, da na teh višinah še potočki tečejo, pa taki lepi slapovi. Ful je lepo, ful. Zdaj pa čas za prvi počitek, za 10 minut se bom usul, mečkam spil. Usul sem se pa na tak mest, lejte, sicer na en kamen, da imam zraven borovnice in bom vmes še borovnice. Smo pa na višini 2123 metrov, tako da se čudam, a bo borovnica tudi še na vrhu ali kako. Kdo bi si mislil, da bom na 2140 metrih srečal končke. Tle izgleda, tamle tudi en tip leta. Lejte, kva so lepi. Zdaj pa ne vem, kje je gor, je tlele od zadej, je Džeravičko jezero, a lejte, tudi kuža tam imajo. Zdaj kje je, gor pa ne vem, a tlele direkt, ali tamle kje od majster, tlele, čez od zadej je. Tebori sem žensko vprašal, kam iti, pa je pokazala bolj, sem mislil napačno smer, samo se veste, ne pokaže čisto točno, zdaj sem pa še moški, ga tamle v daljini ga vidite. Mi je pa tudi pokazal, da tle gor, iz kjer je on prišel, se pravi, samo hribe, je pa bogi ljudje, s čim se mora preživljati. Tle imata 3 končke, pa borovnice naberata. Vsa čas, kako so eni ljudje pridni. Spet je malo plezanja pred menoj. Lejte, tamle dol sem bil in so mi rekli, da moram iti na tistole stran. Ampak tu gre ful stran od cilja. Pa sem rekel, neč, jaz grem čist direktno gor in tamle dol. Lejte, sem šel čist direktno.
In zdaj tamle gor pa pričakujem, da sem imel pa odprl pogled na jezero in gor na Đeravico. Bom videl, če sem tam. Zdaj sem prišel sem gor. Dajte, tamle vidim 4 ljudi. Zdaj bi rekel, da so z Đeravice prišli. In lejte, zdaj vidim, v čem je štos. Lejte, skozi je ena pot. Skozi je pot, kele, lejte, ful okol in okol. In potem prideš, kele, glih v našo dolino. Sem ful okol pele. Je pa lepa pot. Sredem še nekam gor. Ne vem, zdaj, seveda, ta, ki sem šel jaz, je sigurno najbližja. Sem vidite, kako se lovim. Lejte, tam pa gor, na vrh, tu po mojem je Đeravica, tudi po Google Mapsu tako kaže, pa gor vidim nekaj rdečega, po mojem zastava, samo albanska je rdeča, kosovska, sploh ne vem kakšna je. Nekaj gor plapola, no. Tako da jaz predvidevam, da je to. Ne, drugače pa tamle od zadaj prideš, je lepša pot, ampak je še tole, kad dam čez, mislim, da bom pol videl una jezera. Tako da kar hitro stopam. Ne morem verjeti, na pot sem prišel in prvo markacijo vidim. Hvala Bogu. Lejte, tukaj ni treba skozi gruntati, a si na pravi poti, ali nisi. Fino vesel za tole. Končno sem prispel do Đeravičkog jezera. Lepo, zelo. Lejte, tudi ljudje se kopajo, en gre zdaj noter. Ta je sicer tujc iz Španije. Jih je tle ena skupina, tole gor je Đeravica, gor na vrh se vidi zastava. Sem tle srečal ene domačine planince, pa so mi povedali, da je to. Tako da zdaj se vem, da sem na pravi poti. Oni so se tudi kopali v jezeru. Jaz sem namočil noge in namočil sem jih zato, da malo ohladim gležne zaradi moje putike, ampak niti ni hudo hladna, ima kar čez 20, tako da je zelo prijetna za kopati. Mogoče sem šel celo kopati, ko bom nazaj dol prišel. Bom videl, kako bo. Sem okoli 200 metrov stran od tistega jezera, ki sem ga prej pokazal. Lejte, je še en malo manjše, pa niti ne tako, no, manjše jezero, ja, ampak tudi zelo lep. Evo, jaz pa zdaj na poti na vrh. Še malo pa bomo. Evo, Polarjeva ura mi pa kaže 2451, je pa 2657, če se ne motim. Se pravi, še 200 metrov, ampak gledajte, ful lepa pot, tle pogrebeno. Tako da to bo mala malca. Zelo utrujen, ampak vesel, ker prihajam na najvišji vrh Kosova, Đeravico. Bravo, jaz. Se ni bilo tukaj hudo, ampak jaz sem vesel, da sem prišel. Evo, tole je vrh. Lejte, kakšen dober razgled dol. Kele dol, lejte, kam vse se vidi. Fantastično. Fantastično. Super. Kakor je kazalo, mislim, ful sem se bal, da tu ne bo šlo. Zato, ker z avtom sploh gor ne bom prišel. Evo, pa se vse rešilo. In lejte, kaj so čudovita ta jezera dol. Lejte, ta velik, pa tamle zadaj še en manjši. Wow. Vesel, zadovoljen, res. Bravo, jaz. Zadolj sem se odločil, da grem po te poti, ki sem jo videl do zgorej. Lejte, Đeravica je gor. Ne uri sem dol prišel. Lejte, tamle zadaj so tisti konjički, se pravi, sem po teli dolini tamle prišel noter. In dva, ki sta šla za menoj, sem videl, da sta tudi noter zavila. V brezpotje je to nobene, to ni nobene poti nič. Tako da je pa če pot, ne, greš še enkrat hitrejš, tle niti ne veš, ne, takole, lejte, nekje bi stopil, paziti moraš, v kakšno jamo nastopiš,
pa tako naprej, tako da sem rekel, da grem en cajt še po te pot, pol pa vidim kako pa kaj, v dolino še zmeraj lahko zavijem. Sem se odločil, da ne bom jaz nekaj eksperimentiral, grem jaz v dolino naravnost proti cilju in to je to. Se mi še malo mudi, ker moram dol, se bom v Đakovici ustavil, moram najti en dober internet, da še video za danes naložim, če ne ga ne bo. Se spomnite, ko sem včeraj rekel, ko sem se po cesti dol spustil po teli, ko sem rekel, da se malo bojim, če bom nazaj prišel. Moj strah je bil žal upravičen. Se je ustavilo, sicer v strahu sem bil, tale kamen bom umaknil, pa tamle malo zravnal, pa bi moglo jeti za letom. Tle ni druge, kot za letom. Samo, če se bojiš, ne, da boš kje nasul, se mi kar smil reveš. Ampak gledajte, sam na tak način gre, drugače bi pa zakopal. Z te kamne sem mogel umakniti, pa je šlo. Ta moj bogi Pežojček, kaj mora vse čez dati. Malo mi je pozornost šla, malo slabo videl in evo, lej, sem nabasal, da sem tule na temle kamnu, lejte. Kaj sem fino nabasal, ta plastika nimam kaj z njo. Tle sem šel sam pogledat, če je kakšna sled oziroma to plastikom dol odpeljal, da ne bom tle puščal v hribih. Pogledat sem šel, če kakšen ole teče, pa hvala Bogu ne. Paziti bo treba. Jaz se peljem iz Đakovice proti Prizrenu in pogledam na desno, tamle je nov most in vidim tale most. Wow, kakšen hud most, tole jaz moram iti pogledat. No, sem jim stavil, tamle parkiral, meni je tale res hud most. Predvideval bi, da je iz turških časov, ker mečken, ampak res samo mečken spominja na tega v Višegradu. Meni je ful dober. Zanimiv je, ki je gor valovit, tako da od vrha je še boljši, tako da gremo gor pogledat, se bom po mostu sprehodil. Evo, zdaj sem pa še gor. Od tega mosta moram najti kakšne podatke. Po mojem je star par stoletij. Ni mogoče tako natančno delali, kakor je v Višegradu. Tisto v Višegradu je res čudovit. Ampak tudi tale ni slab. Mi je pa zanimiv tole, da je tako valovito vse skupaj. Dober most, kakorkoli obrneš. No, da vam še povem, zdajle sem bil v Đakovici, v enem lokalčku. Sem šel zato, da sem video uploadal, da ga boste lahko zvečer gledali. Šel sem v ta prvi lokal, ki je bil parkirplac. Gori sem naročil Coca-Colo, da sem preveril, koliko je dober internet. Ker je bil pa internet dober, sem pa naročil še za jesti, sem vprašal, kaj imajo. Meso samo fast food, pa sem se en hamburger privoščil, pol na koncu pa še eno kavico z mlekom. Veste, koliko je koštalo? 3,90 €. Ne moreš verjeti, pa ful dober hamburger, ful dobra kavica, ful ljudje prijazni. Zdaj sem šel tudi v eno trgovino kupiti nekaj in trgovec ful prijazen, ki je videl, da sem tujc, iz kje sem, Slovenija, ful dober vse, no, tako da
Nimam kaj, no, kar se pa tega mosta tiče, meni je všeč, no. Mogoče komu čist brez veze, meni je pa ful všeč in sem ful vesel, da sem se čez njega sprehodil in da sem par lepih fotk naredil. Zdaj pa proti Prizrenu, nekdajni prestolnici Srbije. Prispel v Prizren, to je moja sobca, mejhna, ampak to je bila najcenejša varianta, ampak dobra ocena na Bookingu, da tamle od zadaj je WC pa tuš, meni je pa pomembno, da je zakonska postelja, edin kar mi ni všeč, mi ni tale luč, ker da malo svetlobe, drugač pa čist super, evo, tam tuš kabina, čist lepo noter zaprta, gledajte, super, prostora dost, na uno poslo bom zmetal svoje stvari, da vam pa ne govorim, kakšen razgled imam dole. No, pa zdajle vam bom še povedal, sicer slabo se vidi, ampak povedal vam pa bom, kaj tacga, ki je bilo zdajle, še v filmih niste videli. Res ne. Boste pa jutri videli v videu, v jutrišnjem, ki bom jutri po dnev snemal, kam dol z avtom šel. Sploh ne vem, če bom prišel. No, bom že nekako, ampak gor, ko sem šel, po ulicah takih, hrib tak, tam nekje spodaj so me eni popci rekli, če me porinejo, sem rekel, dejte, niti nisem ustavil, sem potrobil sem, da sem se jih zahvalil, gor gas, in sem vedel, da ne smem ustaviti, da če bom ustavil, sem gotov. In gas, ljudje, ki so dol šli, so kot v filmu skakali, vsak na eno stran, ki nisem mogel ustaviti, ker če bi ustavil, ne bi naprej prišel. Pol, ko me najdu ta hotel, meni se je ful super zdel, ker je v ful na dobri lokaciji, ampak nisem pa vedel, da je to tako visok. Lokacija je fenomenalna, samo z avtom je težko gor prideti. Jutri boste začudeni, ko boste to vedeli, boste videli, tako da jutri morate nujno video gledati, tako da če še nisi naročen na moj kanal, se naročite se pa zvonček, tako da ne zamudiš tega videa. Nič, zdaj pa sem vesel, ko sem sem prišel, se stuširam, grem spat, spim, zjutraj vstanem, grem na zajtrk, joj, ful bo dober, ful bo dober.